Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je podcast podrobnosti, epizoda številka 109. Z mano kot vedno Sultan in pa Brada, kje sta? Živijo. Živijo. Ja. Oba sva se ravno kar vrnila z morja, sicer vsak svojega konca, ampak uživamo. V Sloveniji imamo sonce. Ja, kva se to dogaja? Zdaj skoraj tako kot Tu nas pa zebe na jugu Španije. Kaj imate, samo 36? Ja, si lahko to reči. Ja, padlo je po 30, kolino, kuriti bo začeti treba. To v resnici ni smešno, pa ne smemo v vremenu, to vedno rečemo, ne smemo. Lej, v vremenu bomo pol čez par let, ko bo to pregnalo do tok, že tale vročina pa globalno segrevanje, da nam bodo kobilce skozi okna skakale novembra, tako da takrat naslednjič v vremenu na podrobnostih. Je pa res, če smo lahko še bolj klišejovski, ne? A to je beseda, dvomim. Dejansko klišejski. Meni se klišejovski bolj ni važno, glavno. Komarji so še vedno 4. novembra. Ja. To je skoraj že weird zadeva v resnici. Ali pa v njih hrošči smrduhi. Kako je pa smrdljivca, to je pa noro. Perica jih prodaja na Facebooku, sem videl drugače. Tako je. Za vse, ki nas poslušate, pa ne veste točno, kaj ste priklopili, tukaj so metamorfoze. Ja, smo povedali 22 zanimivih faktov. Jaz sem Matjaž Gregorič, kako ste kaj? Pijemo pivo in govorimo o žužkih. Čakaj, ta stavt moramo dati zdaj še. Slabo. A to je bilo, čakaj. Moj ni rato. V glavnem, Žan zelo na hitro admin, da gremo pol na meso epizode, se temu reče. V redu, pogledamo torej, kaj je na tem ovoju. Ne vemo sicer, ali je iz umetnega čreva ali iz naravnega, ampak na njem piše: pridružite se nam na naših izpostavah na družabnih omrežjih Apparatus.si, smo na Facebooku, kjer nas najdete tudi v skupini Apparatus, legitimna FB skupina, potem smo na internetih Apparatus.si in pa seveda podrobnosti.si, račun, za katerega skrbi naš služen strokovnjak, in pa hranimo ga zdaj smrdljivci, samo to, da povemo, in pa seveda Apparatus.si, naša spletna stran. In da ne pozabimo, ta podcast je brez komarjev. Podpri.si. Ja, res hvala. Zmeri mi ta vlog. Hvala, okay. To je najbolj del. Ja. Jaz sem hočem reči hvala ljudem, ki dejansko podpirajo. Okay? Pač, ker to res veliko pomeni. Tako da, so vsem. Boki, kaj smo zanj počeli, pa kam danes počeli? Zanj v 108. smo obdelovali ligo NBA, oziroma novo sezono lige NBA, malo prečesali, kaj lahko pričakujemo, malo smo pametovali. Ja, bolj pametovali. Svoje mnenje, na koncu v bistvu itak pižama najboljš povedal vse, kot strokovni komentator košarke na valovih Apparatusa. Ja, pa Luka Štocini bil z nami. Moramo povedati, ne, zdaj, ker si omenil moje znanje košarke in obvladovanje. Vmes se je zgodil še en živ podcast, ki ga šparamo za, ne vem, čas, ko mi trije ne bomo imeli časa se srečati na liniji in posneti novega dela. Na Ljubljanskem gradu smo snemali podrobnosti v živo, kjer sem bila z Anžetom, in pozdravim še Aljoša Harlamov, človek iz Oboda. In je Anže raztural, povedal je vse o Cankarju, mi da sem bila samo tiho in poslušala, tako da če vas ni bilo tam na gradu in bilo 50 ljudi, mislim, da čisto polna dvoranca, počakajte, ne vemo, kdaj se bo znašlo, ampak to je hudo, ta Anžetov monolog, to je hujka, cela ta zbirka se je od Marcela zdaj trenutno, ne? To odpihna vse, pa dolarjeve, pa Kosove neke študije, to ni nič proti temu, kar je Anže pokazal o tem. In pa je bilo tako lušno, da so nas povabili znova, tako da naslednje leto bomo delali kar 2 podcasta na Ljubljanskem gradu, spet na jesen, tako da ti bomo povedali pa ko bomo nehali snemati datume, če mogoče imel cajt kakšnega, da si ga rezerviraš. Ok. To, zdaj pa, kaj zdaj, kamo danes? Jaz bi raš videl, da ti predstaviš današnjo epizodo. Zakaj? To ni moj job, stari, jaz z druge strani ne. Vem, veš, ti imaš game plan, stari. Ja, ti si the mastermind. Jaz sem zmagal za tablico v roki, v glavnem. Danes bomo v bistvu delali weird zadeve, ampak na malo drugačen način, ker bomo začeli z vprašanji in odgovori
naših poslušalcev, ki smo jih zbirali na družabnih omrežjih pod ključnikom hashtag vprašaj podrobnosti. Ne vem, kaj moraš pa reči. Ključnik hashtag vprašaj podrobnosti. Ja, resnic. Ne, okay. Ključnik je vprašaj podrobnosti. Če kje naslovite kakršnokoli vprašanje, se nam zbirajo v enem Googlovem dokumentu in lahko, da bomo na to vprašanje odgovorili. Tako da dejansko, ko smo jih kar nekaj dobili in bomo zdaj šli čez ta vprašanja in jih odgovarjali, na koncu pa še vsaj ena weird zadeva, to smo rekli, ker imamo kar nekaj vprašanja prišlo. Tako da zdaj bomo šli čez. Prvo vprašanje je za Bokija na Twitterju, ga je postavil nekdo z weird usernameom, ki je Ismet iz Horjula. Ampak preden slišimo njegovo vprašanje, mislim, da ti mora Boki še nekaj reči. Sem to res, jaz sem hotel kar štart, jaz se opravičujem. Jaz sem pa čakal, da do konca poje vprašanje in da ga pol zabijem. Anže, neprofesionalno od tebe. Shut up and štarti zadevo. Dragi poslušalci in poslušalke, kako ste videli nov format od poddaje podrobnosti z lahkoto zmede našega sultana Anžeta, ki temu žal ni bil kos? Ja. Predvsem gre za težko koncentracijo, vse njegove miselne kapacitete so namreč usmerjene v drill, ki ga je se naučil na Valu 202, če se poslušali, ne reče kar nekaj, ampak reče kar nekaj. Ne? In ta A namesto polglasnika mu pobere 98% sive gmote. Ko se trudim govoriti, je tako, ko montiram podrobnosti, pa dajem plugine čez, ko vidiš, koliko procesorja zasedejo. Približno tako to zgleda. Gremo lahko zdaj na prvo vprašanje. Še enkrat. Lahko, ja. Afna Ismet iz Horjula, ne razumem čez tega, ker je velike mehne, nič mi ni jasen, ampak spomnim se iz srednje šole, Gimb je kaj? Gimnazija Bežigrad, kaj je to? Jaz ne razumem. Okay. Ko je enkrat Boki na Akbar uletel v naš razred na uro matematike in seveda usedel tik pred mene, da nisem videl table, vprašal bi ga, kaj smo se tisto uro učili, ker jaz se ne. Hashtag vprašaj podrobnosti. Seveda se spomnim, kako tudi da ne. Definicijo in lastnosti in zveze med kotnimi funkcijami je bilo tisto uro, tako da... Ja. To si pa preveč prepričljivo rekel, ampak redo. Ja, mislim, obdelali smo tudi malo grafe in lastnosti kotnih funkcij, ampak o glavnih definicijo pa lastnosti in zveze med kotnimi funkcijami, tako da ja. Ok, fair enough, to je bilo prvo vprašanje, kako to deluje. Koliko je sinus 45? Kva? Fuck off. To je vprašanje. On je vprašal, kaj smo se učili, ne kaj smo se naučili. Ja, to je res, to je dejstvo. Ja. Okay. Naslednje vprašanje je Afna, prvi ping-pongaš, ne vem točno, kaj to pomeni. Je pa v bistvu dosti fajno vprašanje, ki je v resnici za vse tri. Ne? Najboljši igralec, katerim si igral v karieri, oklepaj svoj igralec, zaklepaj vprašaj. Vprašanje je za vse tri velikane. Jaz mislim, da pižama mora začeti, pa sem jaz pa je Boki. Ajde. Okay. Janač, Jure Zrnec na Old School Impro ligi. To je ležit. A Zrnecom, res, ali kaj? Ja, mislim, z vsemi smo itak, veš, po teh nekih, zdaj sicer bo mogoče javšnik poslušaj, čakaj, jaz pa kaj bolj obvladam, pa se bojo kakšni malo bolj tega resnega tipa, potem imaš Vladimir Vlaškalič, pa Gora Žilevec, ampak ja, ne, dejansko je, eno leto je bilo, ko je uletela ekipca ljudi, ki so sicer bliže prej kar nekaj časa v Improtu in je, ne vem, po parih letih poskusil jim je končno uspelo pridati na Agrafata in so pa naredili celo ekipo, končno sprejeti, kjer so bili, se pravi, teli Jure, Gorast, Vlado, bil je Blaž Valič, Nina Milčinski, Mojca Funkl, tako je zelo taka težko kategorna, kar se tiče nekih teh igralskih veličin. Tako da ja, evo,
Tako, Jure Zrnec, to bom rekel. Jaz sem drugačen. Jaz sem pižamca prvič v živo videl, ne vem, sem to kdaj že povedal, ampak na Improtu v Kudu je vodil si en tekmovanje, ta šila, ne, ali kako je bilo, je bila šila. Tako je šolska improliga, ja. Tako, ja, si ti s vodo. In se prav spomnim, ki je bil en v publiki, ki si ti poberal na svete, mislim, tako, predloge, ja, tako, predloge iz publike, po enem delu publike je predlagal iste stvari, kot prejšnji teden. Pa si ti od prejšnji teden očitno vodo, jaz sem zbožiči se nojt, ki je ta tretjič rekel. Ne, pa si mu tako ta tretjič, ki je rekel isto, sem rekel, to smo bili prejšnji teden, tako že malo jezi. Jaz se to dejansko spomnim. Ne vem, zakaj mi je to v glavi ostalo, ampak ja, ok. Jaz se tega najnega prvega momenta žal ne spomnim. Jaz sem pač v publiki v zadnjih. Mene so vabili so me v šilo, pa so rekli, ne prijem enkrat pogledati, pa nisem jih odločil. Glavno, ni važno. Okay, najboljši igralec, s katerim si igral. Ja. Oh, zdaj, realno gledam, bi mogel reči Roman Horvat. Ne? Človek, ki ko je prišel v Šenčur, mi je mirno vzel številko, ne? Ker sem 2 leti že tam igral in sem imel 4, in pa je Roman prišel. In smo imeli prvo pripravljalno tekmo in je imel 4 gor. In mi je dal 13 roke in je rekel, lej, vse isto, 1 + 3 je 4. In pa sem imel 4, mislim, da sem že povedal. Ampak, kar se basketa tiče, je pa tako, pač se pravim, Roman, mislim, da je treba kar reči, ampak jaz sem ga pol videl že bolj na koncu kariere. Drugač pa Blaž Črešnar, ne vem, kdo ve, kdo je to, ampak en človek, ki res nisem videl toliko visokega človeka, še toliko dober basketa igrati v resnici. Tako da, Češo. Koliko je imel 1,56 m? Mislim, da Češo ima 2,13 m. Imam občutek, no. On je ful uspešen na 3-3 igralcev. Ja, on na 3-3 harajo z Hercegovcem, pa s temi. Jasketom sem tudi igral en let. No, on je kar Češo je kar legenda, no, v resnici. Boki? Kaj boš rekel? Ja, se to zdaj. To je zate zajemno vprašanje, v resnici. Jason Kidd, ja. Okay, mislim, zakaj? Zakaj ne Jao? Po tej logiki. Zdaj moramo to vprašati. Zakaj ne Jao? Ker je Jason Kidd, po mojem, bil boljši igralec. Kakšna bedna argumentacija, kar na logiki, pa na argumentih. Ja, sem res, ja. No, pač oba ita Hall of Famere, no, ampak hočem reči, pač, ne vem, mislim, se mi zdi, da je več ljudi okoli sebe naredil boljše in da je bil res tak človek, ki je znal, ki ima dolgo kariero, pa ki je znal res pismo narediti tako razliko na terenu. No, Yao Ming tudi po svojem, ampak je bil veliko bolj dominanten Jason Kidd. Pa druge pozicije, to je težko reči, veš, druge, ne vem, pač njega bi rekel, no. Yao Ming je tudi visoko na listi, no. Top. To mi je všeč odgovor, v katerem so bili na isto vprašanje Juri Zrnec pa Jason Kidd. Tako da, podrobnosti. Jaz bi vprašal, kako bi pa ti rangiral Jauta na lestvici, pač ljudi, kako igrajo, pač to, njihovo sorazmerje med višino in kakovostjo. Ja, okay. Jao je mal boljši, ne rečem. Ja, ker je najmanj legenda kitajskega basketa. Bom pa jaz svoje vprašal, a te recimo videl, ko ste kot fana košarke, recimo vsak po svoje spremljala basket, a je za vaju naredil Yao Ming večji impact kot pa Jason Kidd, tako realno? Ja, ker je Jao, kar se mene tiče, je bolj je prišel moja zavest kot Jason Kidd. Jason Kidd je bil samo en model, ki je igral. Ja. Ker takrat se ni to gledal. Pa če enostavno sem, videl si NBA action, mogoče dolar, to je bilo že malo prej, ampak tudi pol, kva, veš. Kukor pa jaz tudi res basketa, dokler sem ga igral, ga res nisem gledal. No. Ker ne moreš še gledati pol basketa. Ja, itak. Zdaj ga ful lažje gledam, zdaj mi je prav dober. Tako kot takrat, ko veste obdobja ta prevajalska, ki po 8-9 ur sedim za računalnikom, ni šans, da zvečer berem. Ja, exactly, ja, točno to. Ja. Tako da ja, jaz kaj, takrat, ko si igral, recimo, sem vedel, Boki igra, to si še nekako, videl, ne? Pa mogoče tudi zaradi tega v resnici. Takrat v Houston Rockets, pa seveda ne pozabimo, to moramo vedno omeniti. Jaz sem tudi probil to vsak podcast, tudi karmelon.mpg časo, ne. Je pač ne, veš, mislim, da je Jao pol bolj prišel do mene, no, saj, tako. Še pa res, da sem ful sporadično spremljal NBA, no, to je dosti res. Ok. Pol imamo pa zdaj vprašanje, že spet, čaki, Afna, tam pa celo ime pa napisan, Jernej Prijanovič,
Prijanovič. Jernej Prijanovič, jem tako reči. Prija, stari Prija. Je valjda takoj naredil, kdo si in kaj delaš, fair enough. Jaz bom na to samo odgovoril, da jaz si bom to dal na majico, ne točki. Tudi kot podcast Sultan, moram se nasloniti na ta val, no. Brez veze se boriti proti temu. Ker vsakeč, kadarkoli rečemo, kdo kakšno vprašanje, ta tretji človek, ki karkoli naredi, reče, kdo si in kaj počneš. Tako da, ampak mi je to čisto cool, ker je to res od vseh catchphraseov, ki bi jih jaz lahko imel, ne, je ta čisto ok. Dosti slabo. Okay, slabo. To je zdaj več ali manj rezerviran za opazovalnico. Ampak ja, tako da hvala za to vprašanje. Okay, pa gremo pa na naslednji tweet, ki je imel pa par vprašanj, pa bomo šli kar tako, gremo kle malo hitreje, ki jih je več, ampak so bilo vsa dobra. Vprašal jih je Miha, ki ima Twitter afna ms12ds, se pravi ne ms13, ampak MS-12. Hvala Bogu. Ja, podružnica. Podružnica. To ne bilo ja, to je bilo kar v redu, da bi eden iz MS-13 nam dajal vprašanja. To je bilo kar v redu. Ja, tako kao, sploh prvo vprašanje bi bilo primerno. Ja, pa če kdo ne ve, kaj je MS-13, ne googlati, ker je res brez veze. To je tako, da je boljš ne vedeti. Ne oglašujemo MS. Ja, dajmo se ne pogovarjati o MS-13, res. MS stvari ne rabijo publicitete. V glavnem... Ok, prvo vprašanje, katere so vaše top grozljivke? Ajde, Boki prvo, Pižamc, pol jaz. Super, hvala. Jaz bi lahko 3 grozljivke povem. Prva je bila, ko sem bil klinc, pa so zdaj naredili remake pred časom. Sam se ne spomnim, kaj je že bil, ko je ena koča, ko so v gozdu neki, pa se pol neki si spremenijo v duhove. Ko sem bil mali, me je ful prestrašila ta. Se bom probal spomniti, kaj je že bil. Kekac nad samotnim breznom? Ne. Jesus. Come on, dog. Jesus. Ok, kjer je pa ta, ja povej. Pol druga je bilo The Ring. Kaj, original ali ameriški? Ta prvi del, ameriški prvi. Ja, ameriški. A ni bil scary, ali kaj? Ja, ne. A lahko povem eno mini zgodbo s tem The Ringom? Povej. Ok, jaz sem šel pač s frendi gledati The Ring, to je bilo še v Ameriki, ko sem igral, se spomnim, smo šli v kino gledati in jaz itak, pač grozljivka, eni so tipi, ki ful uživajo gledati grozljivke, eni lahko sami doma gledajo po noči brez problema. Mene to vedno malo tako, malo sem pusi glede tega, razumeš. In smo šli to gledati, itak meni je bilo kao ono, wow, kao ful grozno. Sem tja in pridem domov in tako odklenem vrata in tako tema v stanovanju noter. In sem valjda, ko sem šel v kino, pozabil televizijo prižgano tako na uno nasneka, veš, tako tako stopim na stanovanje. Nikoli me ni toliko zašvical v sekundi, ko sem takrat stari, ko sem bil to televizijo prižgana, ker tistem The Ring movie je vedno ta televizija, ki tako ima ta sliko, se spomnite? Ja. No, glavno tisti, ki so gledali, povedali. No, pa še zdaj mi grejo madlake po koncu, ko se spomnim tega, ki je bil res neugoden film. No, tretjo, ko sem pa gledal lih pred časom, je pa Hereditary, sem gledal lih pa en mesec nazaj, od letošnjega filma, letošnjega leta, film. Tako da priporočam, da gledate tisti, ki imate radi take spooky psihofilme. Mi je bil ful dober, res. Ok, to pa... To je to. Žanc. Jaz nisem tak klasičen, da mi rečeš grozljivke, da bi te neke slasherje, pa ta totalen gor, ampak sem bolj na te čudaške, tako da, pa ker sem malo nasmešno, itak je ta meja med grozo pa humorjem dostkrat tanka, tako da bom rekel, Evil Dead 3, Army of Darkness. Vedel sem, da bo to rekel. Evil Dead 1 je tisto, kar sem izgledal, ko sem bil klinc mali. Takrat je bilo 80-ih, ali da je to bilo? Ja, to je Sam Raimi, ta. Jaz sem tle, da imam enega mini, glizanj sem si Funko Pop kupil Asha z motorko na roki. Na meji nevidnega, seveda. Pa on pa rekel, za to drugo stvar je pa una, ki ti na psiho čisto dar, je pa od Fontrierja Kraljestvo. Rigat. To, dajte to gledati. Ne. Zakaj? Zakaj bi kdorkoli hotel to gledati? Ker je res hudo. Se je hudo, ok. Zaradi tega, Anžeta je strah. Ja. Govorijo o bolnišnici na Danskem, ki je zgrajena na nekem močvirju, kjer so neki grobovi pa to in se tisti svet prepleta z našim. Pa ima zmeri ful enih aluzij od Biblije, legend, ne vem česa vse, do majhnih nedolžnih otrok v formalinu in v glavnem, pa imamo pa na drugi strani pa seveda našega prijatelja Kinga,
če vidite kraljestvo, če piše zraven Stephen King, ne tega. Ja, ne tega gledati. Ja. In pa seveda, te dve bom rekel takole. Ok, jaz se bom kar pridružil, kar se trierja tiče, bolj z tega ne bi beno priporočil. To moraš pač vedeti, kako se spuščaš. To je tok creepy, da pač to je bolano. Ta Riget je, jaz sem vse pogledal. A to je starejši film, ali to je neki mlajši, mislim mlajšega? Ja, to je TV serija, to mislim, da je tam 95 ali 96 nekaj. Ja, posnet ful dobro v resnici. Ok, jaz bi se to pridružil. Pa bom pa tako rekel, jaz jih res ne gledam, ker mi je tako, nikoli me zares nič ne prepriča, čeprav če ima kdo kakšen predlog, kar bi me lahko Riget, recimo. Razne Riget, ki sem ga res gledal, pa je grozen. V bistvu jaz bi od Black Mirrorja par epizod v resnici. Tako, da sem v zadnjem času. Ja, ne vem, se šteje ali ne. Jaz bi rekel z unimi robotskimi psi, ki so jo ljudje v bistvu v zadnji sezoni, ki je ljudje tako, kao, da ni ena boljših, meni je bila pa ena bolj kul, no, v resnici. Kul so dobri, kul so, se strinjam. Ja, tisti me je kar tako malo anksiozen ga naredil. Tako da v resnici bom to rekel, no. Bom rekel ta z psi Boston Dynamics, psi iz Black Mirrorja. Tako da to je to. Ok, katere bloge radi berete? Jaz lahko začnem, če šta. Začni. Okay, pa zdaj, če rečejo blog, mora biti blog, ne veliki page, ne? To tako jaz razumem, da ne moreš zdaj reči The Ringer ali pa The New Yorker, kar jaz recimo berem, to ne šteje. Kar se blogov tiče, obstaja en blog, ki jaz po mojem nisem falil, objave že 1000 let po mojem, ampak tako 7 let pa res. To je Daring Fireball, ki je pač blog več ali manj o tehnologiji ali pa o Appleu in jaz Gruberja res berem že toliko cajta, da je kičast. Tako da, to je moj odgovor. Daring Fireball. Žamc. Ne vem, se šteje kot blog, ker je več avtorjev sicer, ki pišejo pa to, pa objavljajo druga, ampak Hearthstone Top Decks. To je noro, res. Kaj pa pišejo? Kaj, o čemu? Ja, deck guide, imaš recimo razne deke, ki jih sestavljajo, potem guide, kako igrati. Pač človek ima eno razvedrilo v življenju, tako neprofesionalno, pa se hoče poglobiti. Zato, da je boljši kot Aljoša Harlamov. In to začel igrati, sem zato, da bom lahko igral z vami. Ne bom, ker nimam cajta, ki je še to. Ok, Boki? Ne bere neki bloge. Če že pol berem, recimo kak NBA blog, te so mi zanimivi. No? Sploh recimo Bobby Marks, bivši assistant GM od Netso, on je zdaj dela za ESPN. Ima take zelo insiderske, kjer v bistvu doskrat opisuje situacijo v klubih, pa potem njihovo salary cap situacijo, pa kaj si lahko prvoščijo, pa kaj ne, pa kje imajo zvezane roke, pa možnosti za klub glede tradov in tako naprej. Take stvari, no. To bo to. Ok, pa gremo na ta četrto njegovo vprašanje, ki je tudi ful meni všeč, pa gremo pa na trojko, ker tam bo sam Boki govoril. Tako da, kaj imate obešeno doma po stenah? Boki. Ne vem. Ja, lej, to vprašanje. Mislim, kako sliko, pa kaj, nimam neki ful. Ne, sej probam študirati, kaj bi imel takega obešenega. No, doskrat sem že, hočem reči, da sem doskrat razmišljal, da bi dal, recimo, malo okol poglej. Nekaj imam ful dresov pa tega, da bi dal te ukviriti, pa to malo zasmenim, samo zaenkrat se še nisem lotil tega, tako da, pa mislim tako, ker se pa so tako mogoče na enem hodniku ali pa kaj 2-3 skupaj, teko mi največ pomenijo, ampak razen tega pa nimam, mislim, kakšna slika, no, tako, ampak nič posebnega. Žamc? Tako razne stvari, ne vem, kaj ne rečem. Veš, itak visi mi en zelo tak old-schoolerski načrt Manhattana, zelo tako, kar malo steampunkovski skoraj deluje, ampak pač lušna, tako zelo monokromatska, malo sepijasta stvar, pa ta najljubša zadeva pravzaprav je pa ena ilustracija iz 3 boter lisičk. Ono, ko letijo te 3 botre lisičke noter v Heni na obisk in ki je te velika stena, pa tla s tepihom je totalno nor pogled. No. Zdaj, če ste brali otroške knjige, boste poznali. Ok. Jaz pa, ne vem, mene par slik je, pa en tale žabon od Hane Stupice, to je treba povedati, ker res preveč dobro dela, če ne veste, kdo je to, se nam vas bilo. Jaz imam tega le. Mandrila imaš ti, ne? Mandrila, tako je. Tisti mandril je tudi epski. No, pa če omenjamo, to malo je bilo tudi nesramno, ker nisem Ančka Gošnji Godac je narisala te 3 botre lisičice. To je treba povedati.
Drugače, mogoče najboljša stvar, ki mi visi na steni, je pa original tuš Tomaža Lavriča, ki je potem nastal slika ob mojem članku o Pokémon Go v mladini. Tako da sem ga potem prosil prijazno, če ga lahko vzamem in je dovolil in se ga dejansko dal v okvir in visi na steni. Tako da ta je pa priceless. Jaz, če bi dobil od Lavriča uno karikaturo, ki je mene narisal enkrat za izjavo tedna, bi tudi imel na steni, meni se zdi, če bi imel original. Ja, tako da. Ampak ga nimaš, jaz pa imam. Ne, tako je. Veš, kaj bi še jaz dodal, mogoče zraven, če lahko. Imam sliko, pa ne mislim fotko, ampak tako naslikan trg, Dravograjski trg, ko sem dobil enkrat od tete pa od strica, se mi zdi darilo že ful dolg nazaj. Pa sem imel tudi v New Yorku, ko sem bil pa vse posod stanovanjih, sem imel sabo tako sliko od Dravograda, tako da evo, to je mogoče nekaj posebnega. Ta je pa lepa, to je pa prav. Ja. Ok, pa še. Tukaj bo sam Boki odgovarjal, sklepam. Tako da sklepam, da je bilo mišljeno. Kdaj ste bili na zadnje v muzeju ali galeriji? A sta bila vidva, bom izpol? Ja, jaz v zadnjem času. Jaz sem zih bil, ampak nimam nič za mislim, da na zadnje sem bil v Narodni galeriji. No. To se spomnim. Jaz sem v teh velikih tudi meni se zdi v Narodni galeriji, drugače pa ful po nekih teh malih, ko smo imeli te Cankarstri predstave, otvoritve. Ja. Tako da, ampak nič ekstra zapovedati, no, v resnici. Boki? Jaz se pa lahko pohvalim, da sem bil v muzeju kozmonautike v Rusiji, oziroma v Moskvi, pred 10 dni nazaj, teden nazaj. In je bilo fulor. Bom dal jutri pol ta malo več v story, malo teh posnetkov, ki sem dosti naredil, ampak je res zanimiv muzej. Dolgo sem si želel iti že nekaj tako sovjetsko-ruskega pogledati, kar se tiče vesolja, in se mi je ponudila priložnost, ker sem bil na enem biznis tripu v Moskvi, na obisku pri eni od ekip, in sem imel en popoldan fraj in sem skočil to pogledati in mi niti malo ni žal, tako da je bilo oreng doživetje. Ja, nama si par fotk poslal in je res gledal dokaj. Ja, res tako dobiš tisti feeling, tiste Sovjetske zveze, pa njihovih poskusov posega, čeprav smo se s kolegom tam pogovarjali, da vse tako, pač tisto klasično, politično, vse v nekih superlativih, pa vse je fajn, pa vse je super. Jaz sem šel pol malo gledati, koliko so imeli oni, kaj je težav po vseh teh poskusih, ker tam je res so tiste rakete, oziroma saj makete tistih raket, oziroma tako v nekaterih slučajih so kosti določili, nekaterih so da manjše, rekel ta plovila in tako naprej. Pomanjšan, da si lahko gledaš, ampak sem si mislil, koliko je moglo biti v enih ponesrečenih poskusov, in sem šel pol dan za hec googlati, koliko je bilo tega. In naprimer Jurij Gagarin naj bi po nekih pričevanjih bil šele 4., ki mu je uspelo preživeti ta leta. Ne? Tako da, a ja, to je res, kaj? To pa nisem vedel, jaz sem mislil, da je okay. Tako da 3 pred njim naj bi bili neuspešni. Naj bi, se pravi, to niso nikoli potrdili. Ampak zanimivo, ko sem pošel brat naprej, da so v bistvu to drugod po Evropi pa Američani poslušali prek svojih radijskih valov, so jemali te njihove pogovore, ne, z kozmonauti, ki so jih pošiljali gor Rusija. Ne. Obstajajo tudi na netu, sem pol najdel, pa mogoče dam ta link zraven, no, ker sem mislil tudi uporabiti za weird zadevo, ampak vseeno, lahko zdaj povem, da so prestregli recimo tudi posnetke, kjer so ruski kozmonauti, ki so bili pač poslani gor v orbito, v bistvu potem, ko je šlo že vse počasi v K, začeli tudi tako kričati od bolečin, vročine, pa preklinjati strokovnjake na Zemlji in tako naprej, in te posnetki obstajajo, ne. Tik preden so oni v bistvu zgoreli in tako naprej. Tako da zdaj to počasi prihaja ven in sem šel to malo gledati in ker dosti tega obstaja. Tako da ni vse tako lepo pa pravlično, kot vidiš na muzeju. A to je ta MS-13 ali? Ne. In tako je kar dosti tega. No. In bom dal ta link zraven, no, v bistvu ta propadli ruski vesoljski programi oziroma nesreče, da se bo lahko malo pogledano. Tako da ta zgodovina sploh tega boja, kdo bo prvi v vesolju, pa kdo bo kaj naredil, se mi zdi izjemno zanimivo. Sem pa bil pozitivno presenečen, da je seveda zdaj v tem muzeju tudi kar neki, no, 10%, da rečem temu, mednarodnega oziroma ameriškega materijala, ne, tudi njihove rakete, pa tako njihove imena, pa njihove astronauti, pa tako naprej, ker sem si pričakoval, da tega sploh ne bo, pa je. Ne, tako da. Zdaj, ki sodelujejo na mednarodni postaji, so prijatelji.
Ful je dobro, ker je tam v bistvu taka maketa te take postaje in ti greš tako noter, kjer lahko ti v bistvu tako hodiš noter, kako je to res stisnjeno vse, pa kako to zgleda. Ful mu je dobro narejeno. Sem bil res pozitivno presenečen, ker sem mislil, da bo veliko bolj neka poenostavljena verzija nekega muzeja. Tako sem malo po netu gledal, pa so bile ful dobre ocene ljudi, so bili zelo navdušeni tisti komentarji in tako naprej. In se neko grem pogledati in je res kul. Tako da, če kdo kadarkoli potuje v Moskvo, priporočam, da si pogledate ta kozmonautski muzej ruski v Moskvi. Kul je. Ok. Yep. Naslednje vprašanje, še iz Twitterja. Anže Zorc, lepo ime, prijatelj. Glede na to, da je pižama bojda na poti do naslovnice Men's Health in da je obče znano, da se košarkarski upokojenci težko izognejo kaloričnemu presežku, to mi je všeč, kalorični presežek. Me zanima, kdo ima večjega. Body fat namreč. Mislim, da sta videla oba amaterja še zmeraj. Pižama je NBA. Body fat. Jaz sem Michael Jordan body fat. Si Michael Jordan body fat. Jaz sem pa Charles Barkley. To je preveč dobro. V glavnem, to je vprašanje, to je odgovor na to vprašanje. Ok, pa dejansko en NBA vprašanje, kje bo pižama seveda prvi odgovarjal, ne? Si grem že na ulit glasilke. Ja, koliko let bodo Chicago Bulls zgradili ekipo za končnico ali pa tudi za kaj več in kdaj se bo končala šampionska dinastija Warriors? Tako da... Lahko? Ja, povej. A ni bilo še nekaj drugega v tem vprašanju? Bi se takrat ekipa Golden State Warriors zgradila od začetka? Tako je, ko se bo ekipa Golden State Warriors ponovno zgradila od začetka in bodo šli še čez en zmagovalni cikl, tedaj bo zasvetila luč tudi Chicago Bullsom. You heard it here first, folks. To je to. V enem stavku pismo, svaka čast. Veliki orakel. Svaka čast. Wow. Jaz na nič ne znam kle odgovoriti v resnici. Jaz mislim, da Bullsi glede na to, da od Jordan niso naredili ama nič, res nič, z izjemo unih sezon, mogoče z Derekom Roseom, ne. Res, jaz ne vem, kdaj jim bo karkoli še ratal, po pravic povedan. Te Warriorsi pa mislim, da njih lahko pa ugonobine, samo dolg čas in nič drugega. In pa se recap. To je res. Jaz bi zdaj sam 5 minut pauze se vzel, ko me glih Vočnarovski nekaj kliče, tako da hvala ti ljudem. Kaj se zmenen, pej se z vožom zmen. Vož bom, bo zdaj pižam bom. Boom. Ok, zdaj gremo pa na... Čakaj, jaz sem tem povedal. Sorry, jaz sem mislil, da si to doselili, ker si se sam z mano strinil. Ne, pa dobro, se nijem kaj nekaj full dosti dodati. Za Bulls bi rekel sem to, da v nekem krajšem obdobju, bom rekel, da ni za pričakovati, da bi lahko bili nek faktor v play-offu, kaj še le kaj več. Moj pa ta Larry Markkanen v bistvu je zelo perspektivno, okoli njega bi se dalo graditi ekipo. Mislim, da je kaj je bil Valentine, kaj je bil, je v bistvu razočaral, se pravi draft pick pred letom ali dvemi, mislim, da so njimi navdušeni. Zach LaVine sicer dobro igra, ampak jaz mislim, da je manjka še zelo veliko. Jaz upam, da bo naslednjih par letih dobro draftirali. Jaz bi rekel še vsaj 3-4 leta, bo tu nekje bolj ta srednja žalost. Ker bojo mogli pač enostavno graditi skozi draft toliko, da lahko potem imajo dosti dobro ogrodje, da lahko res dejansko povabijo svoje vrste kakega od zvezdnikov, ki bo hotel tja priti igrati za več kot samo za denar, se pravi tudi za zmage. Kar se tiče pa Warriors, pa ne vem, zanimivo bo letos poleti, ko bo v bistvu Kevin Garnett, Kevin Garnett. Durant. Ko bo Durant v bistvu, zdaj ne vem, bo letos samo naslednje leto free agent, ampak jaz mislim, da bo letos poleti, ali da ima opt-out opcijo, nisem čisto siguren, ampak vem, da se dosto o tem govori, zato ker se nekaj omenjajo ekipe, kot so Lakers pa New York. In ne bi bil presenečen, če se on odloči iti nekam po svoje, zato ker se mi zdi, da je on šel v Golden State predvsem zato, da nekako dobi te šampionski prstan, oziroma 2, oziroma mogoče 3. 16. Mislim pa, da bo, ne glede na to, da zdaj že plačujejo neverjetno velik taks, ta Golden State Warriors, ki so v bistvu čez salary cap. Ne vem, koliko časa si lahko to privoščijo in to bo samo naraščalo in se mi zdi, da bo njih ne uničila ta volja do zmage, ampak enostavno bo igralci, kot so Green, Curry, Thompson, ki bo tudi free agent kmalu, ampak naj bi ostal, in pa Kevin Durant enostavno preveč, prevelik zalogaj za to, da bi lahko njihov lastnik še vedno
plačeval tak velik tekst. Tako da mislim, da bo prvi, ki bo šel do Rent in takrat potem bi se znalo tudi zgoditi, da se mogoče, če se Lakersom še uspe poklopiti, dokler je LeBron James to, kar je, da bi lahko LeBron mogoče še kak prsten dobil na zahodu. Ajde, malo romantično. Čist. Ej, ga si glih omenjal, zdaj ne vem, mislim, sem zasledil podatek, da kljub temu, da zdaj Curry je itak spet na tej po trenutnem številu tric na dobri poti, da nekako se izenači s tisto rekordno sezono, da pa njegov tam malo še huj cepa jih trenutno, da mu pa čisto letijo. Da, ja. Še bo zanimivo to, da bi bil prvi, se pravi prvi trojec v NBA, se pravi dedek, oče in sin, ne, veš, tako. Ne naenkrat, ampak se veš, fotor od Curryja je igral v NBA, zdaj igra Steph Curry, pa še njegov sin. Moram zelo omeniti še vseeno, da prej, ko sem mogoče malo prehitro omenil LeBron Jamesa pa Lakers, je treba omeniti, da tu so Denver Nuggets, ki rastejo, da tu je Utah Jazz, ki je vsako leto samo še boljši. Dobro, ajde, pižama, moram reči Rockets, čeprav po mojem grejo sem dol. Tako da mislim, da ne bo tako lahko LeBron, da dobi prstano, ampak recimo, da si želim bolj zato, da bi videli nekaj velikega v NBA zopet, se pravi, LeBron James, da je šel v Lakers in tam zmaga, to bi košarkarski fani po celem svetu bili na nogah, po mojem, toliko. Ok, pol pa gremo zdaj na FB vprašanja, ne? Mikec, sklepam. Kakšno je oziroma kako pripravljeno kavo pijete, če sploh, če ne kave, morda čaj? Lahko jaz začnem z prvi. Če je za kavo zadolžena, že je ne pijemo. To je, zdaj sem se, okay. Zdaj delam kavo ljudem, sem ne znajo več narediti, to lahko razložim pol zakaj, znam samo eno kavo narediti, ni važno, ga vam pižam spovaj. French press, zunaj ponavad macchiato, pa priznam, sem kdaj tudi ne ekološki, pa kakšne kapsule kdaj stisnem. Nice. Turške pa res ne. In to človek, ki je v svojih zlatih kavnih letih, se pravi pred 20 leti, to vsak dan začel z 2 decilitroma v te goste turške, ki je bilo treba čez sito poslanci piti, da si sploh kaj to bo. Boki, kava. Kapučino. Okay. Kot igralec ga nisem veliko pil, zdaj pa mi kar malo paše. Zgleda, to je bolj ta penzionerska fora. Body fat ne pridobivaš. Body fat, ja, točno to. Kalorični presežek v kapučino. Zaredil sem se, moram res začeti paziti. Čeprav moram pa se pohvaliti, da po kavo pijem brez cukra. To pa ja. Ja se je drugače sploh pije, kaj? Ja ne vem, folk si sladkava, veš, kave. Ne vem. Yeah. Jaz kave načeloma ne pijem, če od zunaj pijem kavo, pijem belo kavo, ki ni kava. Čaj pa sadni, tako da jaz sem kar boring v resnici. Ja, nisem. Zdaj se borim, otroku na vkljub se borim in še ne pijem kave. Ker so mi vsi rekli, da zdaj bom pa začel, ampak se nekako držim. No. Zdaj smo vsi malo bolj dolgočasni, tako da nismo nekih teh ekstremov uživanja, ne očitno kot Godler, da bi rekel, jaz pa veš tako, 17 gramov kave, pa potem 4 decilitre vode prilijem čez, ki mora biti ogreta točno na 72 stopinj in potem to 15 minut pustiš, da se počasi pretaka, ne, in potem 3-krat premešaš v smeri urnega kazalca, mislim, če si na južni polobli kontra in žal nimamo tega. To si se zmotil, ker to ne dela Godler, to mu nekdo dela. Oh, man, ok. Pa je pa še tako, on je še par vprašanj postavil, pa bi samo enega še izpostavil. Kaj delate za sprostitev? Hearthstone. Kada skrat ni sprostitev, če zgubljam. Jiu-jitsu. Ja, se res, Brazilian jiu-jitsu. Ja, to se bo dobro končalo. Kdaj boš v ringu? Ja. Boki, MMA 45. Pri jiu-jitsu ni ringu, tam so samo blazine stari, to ni MMA. Ja. Don't confuse things. To je korak do MMA, ne? Former NBA player. V glavnem, jaz ti ne bi dal rudelna v roke. Za vsak slučaj, če vidite Bokija, skrite rudelne. Ok, skrite rudelne, če vidite Bokija. To je preveč, da. Former NBA player and jiu-jitsu master, jaz ne vem, kaj mora biti. In pa pred fajtom pride Boki,
z obleko, na kjer je tako s čist mini črkami všito gor po celi obleki napis srečno, pa ne za večno. Tako prende koga nokautiram, tako srečno, pa ne za večno. Ne, sam stari, tisti, ki so kdaj probali jiu-jitsu, vejo, koliko je to zasoljivo in koliko je to dobro. To ni tako fajtanje, kjer se tepeš pa boksaš, ampak bom enkrat drugič o tem. To tudi ni sam neki, da karte mečeš, a veš? Ne, res je ful zanimivo, no, res. Predvsem je tak varen šport za človeka, ki je 37. Meni se zdi res nobenih. To je pa vsega posameznika, odvisno, koliko si ga varnega naredi. Ok, to je fair enough. Ja. Jaz moram priznati, odkar je Boki v penziji, jaz ga še zmer... Se tako baš, jaz sem mlajši od njega, ne pa reče 37, aha, ok, nisem. Drugač pa je, kaj jaz pa podcaste poslušam, pa je to živa resnica. Čakaj, ne greš laufat, kolesarit, skejtat, stari, ne vem, karkoli. No. To ni sprostitev. V Ljubljani te stvari niso sprostitev, so boj za življenje. Ja, točno to. Ne, čeprav longboardanje je, to lahko res rečem. Ja. Kdaj gremo spet longboardat ob slovenski obali? Ja, čim se bo dal, ta star. Čim se bo dal. Ta vikend se je dal. Ta vikend se je, ja, to je res, sam ne morem z vozičkom. Ti moraš on skate dobiti, ko ima voziček že on prišel. Ja, to je res, ja. To je res. Ja. Ne mislim, da nisem o tem razmišljal. In ko pride do kakšne nezgode, rečeš pa, ta mala, veš, ko si bila stara 6 mesecev, si pa naredila svoj prvi oli. Olija z longboardom je težka, pižamci. Ne mešaj se, ti ostani pri NBA-ju. Ne, pravim, ko bo iz vozička skočila, ko boš ti se na longboardu zraven. Kar slabo. Naslednje vprašanje. David Purnat. Če bi imeli izbiro savinjski želodec ali kraški pršut, laško ali union, pa orehova potica ali potratna, kaj je boljš? Ajde, prvo gremo vsi trije, gremo quick fire round, ok? Savinjski želodec ali kraški pršut, pižama Boki, ajde. Savinjski želodec. Edino prav, Boki? Jaz sem vegetarijanc. Nisi vegetarijanc. Sem na poti tja. Ampak nisi. Ampak vse veš, da je pršut edina stvar, ki jo drugače jajo vegetarijanci, tako da zapiš ga za pršut. To je res. Sem na poti tja, tako da ne morem to odgovoriti. Ok, ne moreš odgovoriti na to vprašanje. Okay. Jaz bom pač rekel savinjski želodec, ampak ga mora moj stric narediti, če ne šteje, ker jaz imam dejansko familijo v Savinjski dolini. Jaz tudi želodec bi tako izrazil. Ja, to sploh ni. Hvala, vegetarijanc. V glavnem naprej. Laško ali union? Jaz sem človek za okusen, tako da bom tako, Bog je rekel, ne bi odgovoril na to. Jaz se ti pridržujem. Pijem laško, ščijem union. Ni važno. Tega nisem slišal že 25 let, po mojem. Zdaj pa sem neki, zdaj pa telo zebanci, zdaj pa res, jaz ne pijem piva. Tisti, ki me poznajo, dobro vejo, da jaz ne pijem piva. Ne pa še mi okus piva. Ne. Se tle ne pogovarjamo o pivu, tle se pogovarjamo o Laškem in Unionu. Ja, Laško in Union, ne pivo. Ok, ne morem ne Laškega, ne Uniona, ne Heinekena, ne Korone, ne fucking lagerja, pizda. Až kaj bi ti dal? Pa imam občutek, da bi, Hogarten. Hogarten. Se ga je pil pri tebi, ko smo bili na pikniku 4 leta nazaj. Ne, nisem. Si ga probal, ta malo flaško. Probal sem ga pa, sem ga pol na strani ven plunil, ko vidu niste videla. No da, to ne mi govori, Hogarten je drag, stari, to ne se zajba. To biš račun za 45 evrov. Zašto bo takoj izstavil, ja. Pa imamo pa še orehova potica ali potratna. Orehova, potratne sploh ne štekam. Jaz to potratne v resnici ne razumem. Boki? Jaz to ne štekam, tako da orehova potica. Bom pa še enkrat rekel to, in naprej dobim maile, najboljša potica je petršiljeva potica, če hočeš vedeti, kako zgleda. Reče človek, ne mara vampov. Ja, če hočeš vedeti, kako zgleda. Petršiljeva potica, To je ful dobro. Delali smo tržaško, pa nam je ful petršilov stal. Kaj bi zdaj naredili? Dajmo ta petršil v eno goro ogljikovih hidratov, ker to bo zih dobro. A dajmo zraven kaj slanine? Ne bomo dali brez veze, samo petršil. Dajmo tako narediti, da bo Boki lahko to jedel. Ne morem zmagati. To je sladka potica, ki jo moja mama dela, stara mama. Moj Bog, petršil in sladkor. Ratal mi je to ta detalj mi je ratal. Zbrisati spomin, zdaj si mi ga prevlekel. To je najboljša potica ever, če hočete vedeti, kako zgleda, pa idite na moj Instagram. In ti bolj nočeš reči Union ali Laško. Ja, in še... Sorry, petršil pa cukar.
Pižamc, ne disati moje mame, to je ena stvar. Ne disati tvoje mame, samo Peteršilj pa to je res dober, pa še enkrat to ni Pehtrano, ampak Peteršiljeva, pa mi vsi pišejo, da si mislil Pehtrano, ne, Peteršiljeva potica, v glavnem. Pa cukor, ljudje, zapomnite si Peteršilj pa cukor, a gremo lahko nazaj, pa pri unih grozljivkah jaz zamenjam odgovor. Okay. Okay, pa imamo pa eno vprašanje, ki sta ga dva človeka postavila, eden je bil na Twitterju, Afna Blke in pa Miha Odprej na Facebooku. Trije najljubši tujejezični podcasti, pa gremo enega, vsak enega, pa bomo tako trije, da moraš res zreducirati odgovor na en podcast, ki je v nekem drugem jeziku kot slovenščina. Go, ajde, Boki, Pižamc. Okay, največ sem preposlušal Joe Rogan, ampak jaz bi rekel vseeno, če bi enega zbral, a trenutno, kjer je najbolj hot. Ja, kjer ti je najboljši, to lahko je trenutno, komod. Meni še vedno je najboljši hardcore history od Dan Carlina. Ok, zmenen. Pižamc? The Good Place, the podcast. To je kar v redu. Podcast o TV seriji. Dejansko je huda stvar. Ljudje, če poznate samo The Good Place, če gledate 3. sezona trenutno, pa ne poznate tega podcasta, dajte poslušati. Naredil so pred začetkom 3. sezone, prvi 2 sezoni so obdelali vsak teden po en del s tem, da Mark Ewan Jackson, model, ki igra že tako v vseh Mike Shurovih serijah, ga vod, pa imaš pa zraven vse od Mike Shura, vsake dokcajte pride igralcev, režiserjev, scenaristov in je tako dejansko vsak del je tako, kaj rekel, tako trojen DVD komentar epizode in super zadeva, tako da dajte to všesa. Če pa moram, lahko sam enega še dodam. Dodaj. Zato, ker ga zdaj trenutno poslušam in je pa, sicer je tak limited edition, ima samo, moram prešteti, koliko je 1, 2, 3, 4, 6 delov, je pa The History of Stand-Up, ki ga delata Wayne Federman pa Andrew Steven, en od njih uči prav neke te kurse, tečaje stand-upa, o stand-upu in je zelo luštna zadeva, ker tako vse od začetka, od teh rojstva stand-upa in temu te forme v 50-ih in do zdaj, do tega novega booma obdelata zelo z veliko nekimi posnetki, citati, intervjuji in če vas zanima stand-up kot tak, dajte to pač 6 delov je in se res plača. Ok, jaz bom pa kot zadnje cajte vedno rečem Dubai Friday.com, mogoče najboljši podcast, ki sem jih jaz kadarkoli slišal, to si zdaj že upam reči. Pa jaz to zmeram enega tazga najdem, ampak to, ki mi je ta všeč, mi je res malo všeč. Je tudi eno od teh podcastov, ki jih jaz podpiram, denarno se temu reče. In je res preveč fajn, 3 ljudje se malo pogovarjajo, koncept je pa tak, da v bistvu si izmislijo neki izziv, ki ga morajo potem v enem tednu nekako izpolniti. Zdaj v tej zadnji epizodi, ko mi tole snemamo, so imeli naredi Spotify playlist, kar se sliši kar boring, ampak je v resnici super. Sem tudi zapolnil ene nove muske zvedel, pa zdravo se pogovarjajo o vsem možnem in pa tudi malo tako se norca dela. Na lahkoten način jemljajo ameriško politiko, ki je zdaj v tej dobi Trumpa kar zabavna. No. Tako da meni res, jaz ne morem nehati poslušati tega in je preveč super. Sem pa, to je čist plak zame, če niste poslušali Aparatusa, 2 od teh 3, ki delajo ta podcast, sem že imel v Aparatusu, enega kar nekaj časa nazaj, to je Merlin Mann, ki je eden mojih podcasterskih herojev. Zdaj, pred kratkim, bom rekel, ne vem točno kdaj, ampak res sem imel pa Maxa Temkina, ki je pa človek, ki je načeloma eden od ustanoviteljev Cards Against Humanity. Alex Cox, ki je pa ta 3. članica, jo bom pa slejko prejmel. Tako da, samo moram še do nje prijati, to mi še ni ratalo. Ampak ja, Dubai Friday. Zvenjela kot professional stalker. Ja, to je vse sam, v resnici. Jaz sem kot Pokemoni so te ljudje, hočem malo še gotta catch them all, se temu reče, tako da 2 že vam, še Alex moram dobiti in to je to. Ampak res, Dubai Friday, to je preveč, je pa res, da terja nekaj privajanja, ampak pa si enkrat notar, jaz ne morem stran, se temu reče. Ok, to je to, naslednje vprašanje, Domen Dolenc, zdaj se bomo navezali malo na opazovalnico, podcast, ki ga jaz delam z Juretom Godlerjem, ki ga ne priporočam nikomor, pač za poslušati, ker samo obstaja. Če bi se pravi, jaz imam vprašanje, to Domen, ki se poraja samo po sebi, v čem pa vi spite, vprašaj klicaj. Tako da jaz sem na to vprašanje čist preveč odgovoril v opazovalnici, pa idete to poslušati. Ajde, Pižama pa Boki.
Jaz priznam, da te zadnjih 2 opazovalnic še nisem imel časa poslušati. Videl sem samo tisto luštno sliko, ki se je znašla na internetih. Jaz bom rekel, menjajo se stvari z izjemo lastnega znoja, seveda, ampak imam 3 čist hudih zgornjih delov, ki sem jih v New Yorku nabavil Old Navy za nek tak smešen drobiž. Sem mislil, da to bom nekaj imel za doma za nos, ampak so najboljši zgornji deli pižami po 3 letih še totalno uporabni. Sem pa seveda se zraven kupil tudi tega, ker imam ta kanaliziran svojega notranjega godlerja za mogoče kanček hladnejše dneve, pa en Ralph Lauren Polo Sports, tudi zgornji del pižame, tak poloverkast, ampak zelo lepe kraljevsko modre barve. Mislim, da bi ga godler bi ga approval. Ok, zmenen. Mislim, da najbolj presenetljivo je to, da je neki iz Old Navy zdržali 3 leta. Ja, se to je nepredstavljivo. To je kar Old Navy, ko je H&M visoka roba. Wow. Okay, Boki? V kratki majci. Ok. Pa recimo še kaj te hlače. No. Ja, ok, pa si tam kaj. Prav, v dresu, se pravi, ponovno se oblečen isto, kaj na šihtu. Kaj na šihtu, ja. Bolj kot ne isto. Ja, zdaj bo začel v kimonu pol spati, ali karkoli imaš pri džudžicu na sebi. Tudi. Ok, tam je bilo všeč, Nace Klemenčič sprašuje, številka noge, vsak naj pove. Ajde, gremo, glede na to, da jaz vem vrstni red, gremo pižama, Boki, jaz. Ajde. 47 razen Adidas, moram nekih 56, tako kot imajo nenormalno majhne cifre. Ok, Boki? 48,5, a.k.a. 14. Ok, in jaz 49,5, a.k.a. 15, US, seveda, ne? US 15. Jaz sem pa 12. Ja, ti si pač normalen človek, jaz pa mutanta, tako je življenje. Ok, Igor Akuša sprašuje, najbolj čudna stvar, ki ste jo jedli? Jaz sem nekaj jedel, pa ne vem, kaj je bilo, a to šteje. Ja, mislim. Allah elaboratam. Ja, povej. Bil sem na Kitajskem 2.4 ali 2.5 in nas je lih tvoj prejšnji NBA zvezdnik, ki si ga prej omenil, Yao Ming, nas je povabil na večerjo in dejansko je pač naročil stvari, pač tista velika miza kitajskih restauracij, ki se pač tako kroži, a ne? In je rekel, pač že prej smo šla, in je rekel, že prej smo mogli obljubiti, da bom vsako stvar enkrat probal, a ne? Ki bo na mizi. In dejansko sem vsako stvar probal in mi človek do danes ni povedal, kaj vse sem probal, ker je rekel, da če mi pove, ga bom sovražil do konca življenja. Tako da... In ti si vegetarijan. I don't want to know. Ja, in ti si kao vegetarijan. Ja, to je bilo pred 14 leti. Ok, zmenen. Tako da jedel sem nekaj, kar ne vem, kaj je, bilo je pa ziher nekaj, kar... Ja. Fair enough, pižamc? Že nimam pojma, sem tuhtal, ko sem videl ta vprašanje, kaj bi rekel, pa... Ne vem več sploh, kaj bi štel pod nenavadno. Evo, kde mi prenesem krat potico, da bom lahko to rekel. Pošteno. Drugač pa ne vem, kaj bi bilo folku nenavadno, ne vem, da bo tako zdaj rekel. Ti bi itak že pri vampih zavijal z očmi, a ne? Ja. Kakšni polži, ki še malo pomigajo. Jaz sem polže jedel lansko poletje, ampak vedel sem jih že večkrat, lani poleti sem jedel tako sam skuhane, tu na jugu Španije imajo radi tako zelo, sam vržejo jih žive tako v vrelo vodo in pol jih jejo. In nisem bil navdušen. Okay. Sem pa jedel isto tu v Španiji, smo se pred časom pogovarjali, otroke od jegulje. To bo naslov. V glavnem... Tisto sliko si pogledajte, kako to zgleda, ko dobiš krožnik. Jaz mislim, da so špageti, prvo so po bistvu bile mlade jegulje, tako da the most disgusting thing, za katero vem, kaj sem jedel. Tako. Ja, to se spomnim, ker smo pa dali od Klingonov sliko, ti se gah. Zakaj sem kaj to omenil? Jaz pa najbolj weird stvar, ki sem jo jedel, je pač rilc od prašiča, ne, v Monsteri. Kako je njemu ime, zmerno pozamem. Robi. Bine Volčič. V restauraciji nekako kuhan, pečen, ne vem, rilc od prašiča in je bil dejansko ful dober. Tako da, ja. Če tako gledaš, veš, ta meso, če ješ tlačen, ko itak not najdeš vse nekaj. Sam te je malo bolj razkuhan, pa ne vidiš. Ja, ful je razkuhan, tako da je ful mehko, pač res ok. Anžek, imaš rad svinjske stvari.
Zdaj sem se spomnil, ena taka stvar, ki je možno Če si rekel svinski, imaš svinski želodec. Ne svinski, ne svinski, ti si savinski, ta star, to je čist neki. Mislim, je tudi svinski to, ampak savinski želodec je pač, to je moj boki, come on, man. Vegetarijanci šele 4 dni, prosim, get your facts straight. Savinski želodec je kar special, to je mogoče najboljša suha mesnina, ki obstaja, kar se ne tiče. Ampak, okay. Jaz pa mislim, da je svinski želodec. Ne. Okay. Ne. Okay. Se vidi, da sem vegetarijanski, enostavno ne ločim teh stvari. Move on, please. To sam vidiš, da si drag. Veš, kako je boki tudi vegetarijanska, je ti lahko svinska, če ti na tla pade. Kaj da? Tudi vegetarijanska je ti lahko svinska, če ti na tla pade. Ja, tako. Okay, that's a joke for the day. To je pa najslabša šala danes, mogoče. Za vegetarijance se toliko potrudim. Ja, lepa. Telo v bistvu to slepa. Zdaj ne, koga sem bolj užalil, vegetarijance ali tvojo babico danes. Ja, nekaj moja babi žal, to glavno. Okay. Babi od Anžeta oprostite. A lahko izvaj nekaj vprašam, a sta dejansko kdaj že bila v vegetarijanski / veganski restauraciji? Ja, valjda. Poslušalec Boki sprašuje, da slišimo. Večkrat. Ja. Večkrat in je super. In je super. Meni vegetarijanska hrana je top. Ampak si kdaj videl meso? A si kdaj videl dobro meso? To je boljš. Ne pravim, da vegetarijanska hrana ne more biti super. Jaz sem danes zelo vegetarijansko jedel. Zelo. Rižoto z bučkami, samo z bučkami, brez mesa. Evo, super. Ne? Ampak meso to star. To je as far as you go, je bilo to. Ne, jaz sem mogoče ta vikend, ne, tako ti rekel, se pravi, to je danes nemamo, to je nedelja, ne. Danes sem jedel rižoto z bučkami, včeraj sem jedel pa ribe. Pač divje orade sem jedel, pa list, pa ko smo še imeli neko fake tuno, tako da frišno ujetno. Okay. A si tako španci, ko rečeš, da boš jedel sam solato, da rečeš, prosim, jaz pač ne bi imel mesa, da bi sam solato, pa tako rečejo, valjda, dobiš solato, pa tako lagano noter tuno v solati. A ti si en tistih, ki pač smatra ribe. Aha, to bo zdaj debata filozofska. Lej, ne vem. Prekmurju je bilo še par let nazaj, si pšanca dobo, ne? Ja, to je res, ja, točno to. Ne, pač zanima me, kaj je za tebe vegetarijan, zato ker imam feeling, da za tebe vegetarijan, da ješ ribe, sem ni čistko za to. Ja, no, ne vem. Ja, recimo par let, koliko je zdaj, to nekih 10 let ali tega, ko smo bili gor na nekem impro, smo igrali cel teden na enem festivalu in gremo v gostilno, je taka klena, veš, ta domača gostilna, kjer se vidi pač, lej, tukaj, kar rečeš sploh, pa najprej, veš to, ne, da ne ješ mesa, prvo vprašanje pač, zakaj tega je zdravnik prepovedal, ne. To je, pač, ker ne poznajo tega koncepta, ne, vsaj takrat niso. Ampak dejansko, ja, ne, bomo zrihtali, imamo zelenjavo, ne, in potem dobijo res tako lep krožnike zelenjave, ki zgleda kar v redu, ne, tako, kar nekaj pokuhali. Ja, ne, smo na svinjski masti malo popekali. Exactly my point. Ja, ne, to je kar v redu. To je kar v redu. Ne, jaz ne vem, jaz nikoli ne vem, kje to mejo potegnem. Moja racionala je vedno to, da pač res se zdaj zadnje cajte, pač res trudim ne jest mesa, ki je štacune. No. Tako, to bom rekel. Ja. Okay. Tako da je vse nekako. Ja, da je iz kmetij. Ker je pač to ta Slovenija. Zato iz tega vidika se mi zdi tako vegetarijanstvo dober kozne, ker je pač ta industrija pridelovanja, ne, je res grozna. Ne. To res ne vem, kako je vzdržno, to je grozno, ampak meso je dober. Pač to odklepa. Da bi pa rekel, zdaj, da ga nam jedo, zato ker ni. Se znaš v mi prav delati, pa slabo delati, tudi če gre za hrano. To je moje mnenje. Piščance, torej. Jaz vse živali razumem, piščance. Okay, kjer je podcaste živalske poslušaš? Oh, Christ. Okay, v glavnem, okay. A vidiš, Boki, za mesojece se pa potrudim s šalom. Ja, točno. Bravo. Meni je najboljši The Zoocast, ne vem, če poznate. The Zoocast, ne. A ja, ne, se živalih pogovarja. Ne, okay. Oh, Christ. V glavnem, enej, jaz bom rekel, Sande, ne vem, enej Sande. Katera je vaša najljubša videoigra in kateri je vaš najljubši sistem konzola? Izvoljen že. Lahko jaz začnem, ok. Najljubša videoigra je še vedno Super Mario Kart za Super Nintendo. To je v resnici. Več kot to se že ne da, seveda, da se da, ampak to je mogoče zame najboljši špil ever. In najljubši sistem konzola bom pa kar isto rekel Super Nintendo. Čeprav sem imel Xbox 360, imam
Imam Wii-a, imam GameCube, imam Nintendo 64, imam DS-a enega, ampak v resnici Super Nintendo. To je najboljša stvar, sploh Mario Kart. Evo, pižamc. Najljubša videoigra brez dvoma Day of the Tentacle 2. Lepo. Ne, Day of the Tentacle, Maniac Mansion 2. Drugače pa se s tem konzola nisem imel ne vem kakšnih gamerskih, tako imel sem Wii in tam je bil Mario Kart Wii na polno teku. Ja. Trenutno imam pa PS4 in je, kaj je gor, tale NBA, še talanski, da mnogo čakam, da bo 15 €, pa ga nabavim. To je to. Ker to pač preklopeš, pa s kolegi pridemo, pa se zvečer kakšna odigra 2, na tiste 3 dni v letu, ko imam frej. Boki? Meni se že zadnji čas res bolj malo igram igrice, predvsem zato, ker mi je žena skrila Xbox, pa ga že eno leto ne najdem. Tako da sem igral na zadnje Formula 1 igrico, ker sem pač fan Formula 1, pa mi je bilo cool. Včasih sem igral pa ful te streljačine, te Call of Duty pa te variante, no. Te so mi nekako, če bi imel zdaj možnost, bi še enkrat igral. No. Pa jaz sem ogromno igric na PC-u preigral, tako bolj malo na teh konzolah, no. Slovenci smo bili tak PC Master Race. Ja, mi smo čisti PC Master Race. Ja, se to. Tako da upam pa, da mi uspe najti Xbox v bližnji prihodnosti. Zmenim. Če se ga ne najdem. Skrila ga je. Zraven nunet zasilne rezine pršuta. Zasilna rezina pršuta. Lepa. Ok, pa zadnje vprašanje. Čak, tle bomo vsi lahko povedali, zato sem videl to zadnjega. Vid? Baklan. Baklan, fuck, jaz sem pa, to pa ima napot, pižam z dislekcija, to pa kar je, sem pa merno Balkan videl. Morda vprašanje bolj zanžeta, kako dolgo traja proces nastajanja ene epizode podcasta, torej vse od izbora teme gosta preko dejanskega pogovora in montaže pa do objave na netu. Jaz ne vem, če se to da zmeriti v resnici. Bom pa tako rekel to, kar sem hotel tukaj odgovoriti, pa lahko vida poveta. Dejansko največ traja dogovarjanje. Ali z gostom, ali pa mi trije. Pač to je večna muka podcastov. Polka se to enkrat zgodi, ko se posname, je pa pri montaži ful odvisno. Zdaj, klele, ki smo mi, lahko kar povem, do zdaj sem vrgel, ko stole snemamo v track, se pravi v ta program, v Reaper, kjer jaz vse snemam in potem montiram, že 32 markerjev, ki jih bom potem šel na vsak ta marker in ali nekaj izrezal oziroma nekaj tam naredil. Ne bo tega mod postal, se skrivijo. A sem največ jaz skrival? Nit ne, v resnici ne. Lepo sta Pižama, it's you dog. Sta si kar lepo porazdelila krivdo. No. Tako da je ful odvisen, ker so to čisto različni podcasti. Ne. Ker mi trije klele, ki smo sami, je čisto nekaj drugega, kak imamo gosta. Jaz pa Aparatusu imam vedno gosta, mogoče Aparatus še nekako najdlje traja včasih, da se vse skupaj zgodi. Najhitreje pa v bistvu opazovalnica, ker jo pač delava v živo, zdaj že kar redno, pa že tako jo delava live to tape, v resnici iz opazovalnice nič ven ne leti več. Že kar 20 epizod sva se prav odločila z Godlerjem, da delava tako, da ko se klikne rekord, je kada je res v živo. No. Tako da tam je res. Edino prav. Ja, tako da kle pri nas pa kaj ven leti, če kaj ni rad ali pa če smo bili kje ekstra boring. Recimo, če veste, zdaj, ko poslušate, mi smo trenutno na 3 urah pa pol pogovora, ne vem, kako bo pa to že skrajšal. Ja. Tako da, to so bila vprašanja, zdaj pa gre. Sem še eno vprašanje iz Instagrama, kjer Žiga Grubelnik sprašuje, če lahko vsak pove najbolj weird zadevo, ki se nam je pripetila. Yes. To je bilo še vprašanje, to sem pozabil noter v pismu. To moramo malo zožati kontekst, ker če damo sam weird zadevo. Ampak ajde, no, imamo kaj weird, povej mi se eno weird zadevo, ker sem si že večkrat povedal, ampak mogoče ne tu na podcastu. No. Povej. Ko sem šel v Rusijo igrati, 2009. Si dobil zajest staršev, Digol? Ne. Smo imeli pač tisti klasičen predsezonski test v bolnici, kjer pač naredijo pregled, ne vem kaj vse je klasika, se pravi EKG, ne vem, pod naporom, potem vse možne meritve, normalno kri, voda, ne vem, in še par stvari. In jaz enostavno pač niso mi prej povedali, normalno sem en dan prej prišel v Moskvo, niso mi pač
slabo sem še poznal stav in ko pridem tja v bolnico in normalno pozabil sem upozoriti, ne id na WC, ki boš mogel dati vodo in sem tja in jaz lagano grem na WC in pozabim. Jaz pa že nasplošno tako ne morem na command iti na WC, na number one, ne, to mi ni tako lih. To vsi vemo. Doskrat sem imel te razne razen te doping teste, sem tudi po ure in ure tako čakal, ker te dejansko gleda zraven človeku med nože, kako ti spravljaš tekočino v kozarca, ne, oziroma v plastični kozarček. Tokrat v bolnici, tam v Rusiji ni bilo toliko, da bi me kdo gledal zraven, ampak tako folk je že čakal. In jaz tako nisem mogel in tako na moje presenečenje največjo tako zlagano klubski zdravnik, ki je bil znan kot alkoholik, to sem pol zvedel, tako lagano zame moj kozarec pa je na WC, pa reče, ne skrbi, vse cool, pa tako postaviti, na okence. Tako da tisti moj test, ne vem, kak je vam prišel, pač dovolj dober, da sem zgleda, pač lahko bil registriran, pa igral, ampak tako lagano klubski zdravnik, ki alkoholik se je v mojem imenu polulil v moj sample v bolnici, pa za odobritev, da sem lahko igral sezono, tako da Okay. Sem se spomnil, ko smo se malo na Moskvo navezali prej. Ok, sej, jaz lahko tudi to šteje kot moja weird zadeva, če smo že tako štartali. Jaz sem šel pa na ta pregled tudi za službo, ne? In sem pač dan prej bil na koncertu. Ne razloži to mladim generacijam, kaj je to. Kako to zgleda, sej to je res. Mislim, služba. Služba, se vem. Okay. Pač moraš isto pregled, vse živo te pregledajo. In sem bil pa dan prej na koncertu od Green Dayov, ne, v Stožicah. In potem pridem, in greš po postajah, ne, hodiš, in prvo vid, ne, in že tam na vidu sem bil tako, ker sem 3 ure spal, ne, ker sem z koncerta prišel, to je bilo pa zgodaj zjutraj, ne. Tako na vidu, bolj slabo v resnici, pa jaz res dobro vidim, pač razen Farben Blind, ampak dejansko dobro vidim, pa je bilo tiskar porazno. Pa sem šel, mislim, da je tehtat se pa to, in pol sedim tam, čakam na naslednjo postajo in sem dojel, da bom mogel tudi sluh, ne. Mi bo tudi sluh meral, me je tako piskalo v šesih, ker te Stožice so res, to je mogoče, ne vem, če obstaja slabša akustična dvorana na svetu, ker Stožice in meni je samo prav cel cajt, ne. Veš, ta test pa tako zgleda, da dobiš slušalke gor, ne, in pa moraš roke dvigati, ali na levom ušesu slišaš, ali na desnem ušesu slišaš. In je bilo kar slabo. Tako, seveda šlo je pa za službo na radiju. Tako da, kar je kar redo. Tako da, slabo, no. Je pa res, da se una ženska, pač ta sestra, ki je delala ta test, ni usedla noter in ga zame opravila, tako da nisem mogli te bokjeve izkušnje. Ampak no, ti si je bilo res... Bokjeve izkušnje bi bilo, če v letu Van Gogh, pa rekel, daj bom jaz namesto tebe. Ne, sam je tako, ta je bila kar zabavna, tako da pa sem mogel ti še enkrat v resnici. No, tako da, kar cool, no. Tudi pomislil nisem. Da. Je pa res, da sem bil službeno na onem koncertu, no, tako da to pa tudi šteje. No. Pižamc? Ja, neč, pa bom pa še nekaj o službi po teh testih, ampak jaz ne bom zdravstven, jaz, ko sem, se pravi, koliko je zdaj, 10 let, 11 let tega, ko sem nekaj 2 leti delal na Mladinski knjigi, kot urednik za Mladinsko leposlovje. In ko sem pač povedal, pa se, pa tam pišeš podvno, kakšne imaš programe, kaj bi delal, in pa sem se te zadnje 3, ko smo ostali, sem nas pa poslali, ker takrat je bila pač Mladinska knjiga zelo taka mednarodna korporacija, ne, in so vse delali po predpisih, ki veljajo za visoki poslovni svet, in so nas poslali neko to testiranje, ne, kajti te firme za human resources pa to delajo, ne, da bojo oni zdaj preverili, pa kdo je pa tudi osebnostno najboljši. Pa smo bili, če se prav spomnim, Katja Strgar pa Ana Barič Modar, sta bili tam pa jaz in potem rešujemo in neke osebnostne te stvari. In na neki točki pridemo do, ne vem, je to logiko ali računske sposobnosti, kar je v glavnem za šiht, ki je v glavnem branje besedil, obdelava besedil, no pa cel kup neke birokracije zraven, smo dobili par listov matematičnih nalog, ki so bile tako pač črto si imel, pa zgoraj en račun, na črto pa spode. To pač osnovno, tako mislim, enomestne številke plus minus, in potem si mogel, ali pa dvomestne, tam do 15-20, potem si mogel pač ti obkrožati, ne vem, kako je bilo, če je zgornja vsota, pač zgornjega računa večji
moraš nekaj narediti, če je pa večji zid spodnjega računa, pa desni, se pravi nekaj čista azga. Ampak tam je meni moj piflerski encim, se preklopil iz osnovne šole in srednje in jaz sem začel tiste, tako da sem kar malo prestrašil tam Katjo Panak, mene tako gleda, kaj zdaj? Ja, tle že tretja stran, kako medve so na prvi? Matematika. Wow. Predvsem tako zanimivo, iz tega momenta, kako znajo te neke te človeške vire upravljajo, kako skušajo vse na neko schemo, na nek skupni imenovalc segnati. Lepa. Ta je v bistvu že na pol poučna je ta. Ja, tudi če delate stvari, ki imajo zveze z jezikom, nikoli ne pozabite osnov aritmetike, otroci. To je to. Pa vprašajte zdravnika, če je kakšno vodko prej spil. Ok, pa Pižanc, povej admin. Najdete nas na aparatus.si, na Facebooku smo na aparatus.si in pa na aparatus legitimna FB skupina, na Twitterjih pa aparatus počrtaj si in pa seveda tudi podrobnosti počrtaj si. Služen strokovnjak nam ureja ta profil, danes je bil zelo priden, mislim, da si bo zaslužil 3 dodatne klofute, ker se je tako lepo potrudil, sicer v C-duru uglašene, to ima že zdaj ta levo roko natrenirano, da lepo teče, sicer pa ta podcast je odgovoril na vaše vprašanja. Podpri.si. Hvala. Obljubimo, da ne bomo dajali sladkorja na peteršilj. Tako slabo. V glavnem, Pižanski se te najde na internetu. Pižama na Twitterjih, Boštjan Gorenc Pižama na Facebooku, pa Stric Bedanc na Instagramu. Brade.si. Brade.si, seveda. Boki, ki se tebe najde na internetu. Boki Nahvar. Twitter, Instagram, WeChat, what. Pa rad bi sem rekel, da hvala sem za vprašanje, pa hvala za komentarje, za ocene in za vse skupaj. Fajn je bilo, lušno je bilo, ne vem. Anže, kje se pa tebe najde? Jaz sem posod Anzeta, pa tako, kot je Boki rekel, ja, dajte hashtag, vprašaj podrobnosti, pa se bojo beležila vprašanja, pa bomo tole kdaj ponovili, tako da lahko že spet daj, kaj odgovorimo. Lahko tudi kakšna čisto weird vprašanja, tako Slobodons, lahko je basket, lahko je karkoli v resnici. Tako da vprašajte, drugač pa Pižanc bo rekel adijo, ne? Adijo. Jaz bom rekel adijo in Boki bo rekel srečno, pa ne za večno. Nisem mogel. Enkrat bom miren na koncu, enkrat ne bom se smejal.